Ko poskrbimo zase, življenje poskrbi za nas. Danes bomo govorili v bistvu, kako delovati, ko v življenju stvari ne gredo po našem planu in v bistvu se zataknemo v situaciji, znotraj katere nam življenje malo zbrka naše plane. Tako da danes bomo o tem govorili. Torej, življenje nam bo velikokrat postreglo s situacijami, ki niso skladne z našimi vizijami. Ne? Mi imamo neko svojo predstavo, kako naj bi življenje šlo, zamisliš si neke stvari, kako boš dosegel nek cilj, zamisliš si, kam bo šel nek odnos. Vsi si naredimo neke svoje želje, vizije, neko pot si postavimo sami zase, in zelo pogosto se nam bo zgodilo, da bo življenje zavilo mogoče v drugo smer ali pa na malo drugačen način nas hotel pripeljati do končnega cilja. In v bistvu, kar je pomembno, da se zavedamo, je to, da ne glede na to, kakšno predstavo imaš ti, da moraš priti do želenega cilja, življenje ima zagotovo boljši plan zate. In ko se neka stvar ne izpelje, tako kot smo si mi zamislili, to samo pomeni, da obstaja nek še boljši način, kako bomo mi do tega cilja prišli. In pa tudi to, da ne moramo priti do tega cilja očitno na tak način, kot smo si mi zamislili, zato ker je pomembno, da nekaj ozavestimo na svoji poti. Se pravi, kadarkoli se nam na pot postavi neka ovira, je ta ovira tam s tem namenom, da nam pove dve stvari. Eno stvar, ki nam pove, je čas je za dvig tvoje vibracije in spremenitev tvojega pogleda na to situacijo. In drugo, kar nam hoče povedati, druga pot te bo pripeljala do tvojega cilja oziroma v drugi vibraciji boš prišel do svojega cilja. Se pravi, mi si zamislimo, kako bi moralo življenje delovati na podlagi naših preteklih izkušenj, na podlagi naših vizij, na podlagi naših želja in to je vse lepo in prav. Vedno bomo imeli neko svojo predstavo, kako naj bi življenje šlo. In s tem ni čisto nič narobe. Kar pa je pomembno, je to, da ko nas življenje ustavi, da v bistvu v tistem momentu, ko ne gre po naše, da v bistvu se ne jezimo na življenje in se ne razburjamo nad situacijo in v bistvu ne pademo v obsodbo, ampak takoj rečeš, opa, ok, ni šlo po moje, se pravi, mora iti na nek drug način. Cool, v redu, življenje, vesolje, univerzum, kakorkoli imenuješ to silo, ne? Ok, očitno imaš nek boljši plan zame. In v bistvu takoj poskušajmo iti v to vibracijo, da probamo čim prej iti ven iz te spirale slabe volje, pritoževanja in v bistvu jeze. Recimo danes sem jaz vedela eno informacijo, ki me je zelo ob živce spravila, zato ker je en moj projekt ustavila. Da en moj projekt, ki ga imam naplaniranega, je prestavila za nekaj časa. In najprej sem bila toliko jezna, kako to, zakaj, pa toliko sem si želela, da bi se ta projekt prestavil naprej, zakaj se je zdaj spet vse ustavilo. In sem dala ven to jezo in sem samo rekla, sam da delim, da sem jezna in in sem dala samo ven, zato da sem jaz sprostila to napetost, ki se je v meni zgodila. Ker je ful pomembno, da se nečesa zavedamo, nobeno čustvo ni slabo. Ni v bistvu pozitivnih pa negativnih čustev. So samo čustva in občutja, ki jih imamo in vsa ta občutja potrebujejo biti izražena, potrebujejo biti skomunicirana, potrebujejo biti, da jih sprostimo iz sebe. In v bistvu, ko se nam v življenju zgodi nekaj, kar nam poruši plane in nas vrže v jezo, v slabo voljo, v žalost, v jok, v karkoli, obup, karkoli, v tistem momentu samo dovolj, da to gre čez tebe. Ne zreči, ok, vse ima življenje boljši plan zame, bom že in v bistvu ne spustiš čustva naprej. Vsako čustvo, ki se zgodi v telesu, se sprosti v 90 sekundah, če mu dovolimo. Se pravi, ko občutek pride, kaj sploh v bistvu razlika med občutkom pa med čustvom, mogoče še to, da razjasnimo. Mi doživimo nek občutek. In potem mi ljudje smo dali na te občutke določene napise. Ta občutek pomeni to, ta občutek pomeni to, ta občutek pomeni to. In to so čustva. Se pravi, čustva so v resnici naša umska nalepka za neko občutje.
In obstaja veliko več občutij, kot obstaja čustev. In kar je smešno, oziroma niti ni smešno, pač tako je, vsi ljudje drugače doživljamo čustva. In za nekoga je lahko veselje takšno občutje, za nekoga je lahko veselje drugačno občutje. A ne? In v bistvu, kar je pomembno, je, da se zavemo, občutje pride v telo, nek občutek, zatem sledi možgani, ki interpretirajo ta občutek v čustvo, da ti lahko rečeš, jezen sem. Ampak v bistvu občutek ni jeza, občutek so neki procesi v telesu, kako ti to zaznaš in potem ti reče, ok, to je jeza in ti to jezo začutiš. In potem ti reče, ok, to je jeza in potem ti pride čez, ne, jeze pa ni dobro čutiti. In potem ti nekaj s to jezo narediš in ti ne dovoliš, da občutek gre ven iz tebe, da ga doživiš. In zato je ful pomembno, da ne glede na to, kaj se nam v življenju zgodi, da si damo svobodo, da to do konca začutimo. In ko sem jaz danes dobila to informacijo, da se ena stvar ne bo zrealizirala, ki sem jo planirala, sem avtomatsko začutila občutke v telesu in ko sem bila na telefonu z mojo ekipo, sem rekla, ok, jaz bom samo dala ven, kako se jaz zdajle počutam. In sem samo dala ven vse, kar sem čutila in vse, kako sem se počutila. In jaz sem vedela, da v tistem momentu to ni produktivno za razreševanje situacije. In sem tudi rekla, lejte, vem, da tole zdajle situacije ne bo rešil, jaz samo potrebujem dati ven. Ok, vidim, da imate ful debato, kar se tiče kristalov. Tako da zagotovo boste najdeli pravo trgovino za vas. Dajte namero, da vas pokliče kristal in vas bo sam našel. Kristali so živi in oni nas najdejo, ko jih mi pokličemo, da jih rabimo. Zato lahko zdaj v tem momentu rečeš, če še nimaš lapis lazulija, prosim, lapis lazuli, najdi me. In jaz sem si na tak način svoj prvi lapis lazuli zmanifestirala, ker sem se odločila, da me bo on našel. Sem rekla, dajmo testirati, kako to izgleda. In kaj sem naredila? Rekla sem, lapis lazuli, najdi me. In čez en teden mene kliče en prijatelj in mi reče, Tjaša, pa nisva tako ful v stikih bila, v tistem času. Me kliče in reče, Tjaša, veš kaj? Jaz sem pa dobil od strica ene kristale, ki jih je prinesel iz Indije in sem jih zdaj dobil v dar in ko sem jih dobil, mi je bilo tako, kaj ne jaz kristali delam, kdo je oseba, ki jo jaz poznam, da ima rada kristale? Tjaša, ok. In me kliče in mi reče, jaz imam tukaj ene kristale, a ti jih lahko poslikam, pa da mi ti poveš, kaj so to za eni kristali, ne? In mi poslika in mi je poslikal tako, lapis lazulje, celo dlan lapis lazuljev. In jaz ko njemu, moj bog, to so lapis lazulji, ne? In sem tako ful vesela. In on tako reče, no sej, ker res ne vem, kaj ne s temi kristali počnem, a ti jih lahko podarim. In sem rekla, ja, in mi jih je podaril in sem dobila pač tako cel šopek, celo dlan lapis lazuljev, ne? Se pravi, kristali najdejo način, da nas najdejo. Zato, dajte namero, da vas najdejo, mogoče bo prišel v tvoje roke, tvoj kristal na nek poseben magičen način. Ne, ni mogoče, da ga nosimo preveč. Tukaj Tanja sprašuje, če je kakšna omejitev, koliko časa ga nosimo. Ne, preprosto ga daj v žep, nosi ga s sabo in če ga zgubiš, samo dovoli, da je šel in dovoli, da spet nov pride. Tako da je pa pomembno, da kristalčke vedno dajemo na luno, da se napolnejo in pa da jih redno dajemo pod vodo, da jih očistimo, tako da imajo ves čas novo, svežo energijo. Tako da poročajte me, kako bo vam šlo z lapis lazulijem, kaj se vam bo dogajalo. Vsi moji prijatelji, vsi moji bližnji, ki sem jim to razložila in so začeli nositi lapis lazuli, so mi poročali, koliko stvari je začeli prihajati v njihovo življenje. Ampak istočasno, tako kot smo govorili včeraj, je ful pomembno, da začneš tudi beležiti v bistvu prihode, kaj prihaja, kaj se dogaja. Ok, da se zdaj vrnem v moji začetni temi. Se pravi, prva stvar je, da ko nam gre življenje v drugo smer, kot smo si jo mi zamislili,
se v nas zgodi neko ali razočaranje, neki občutki se rodijo. In je ful pomembno, da teh občutkov ne zablokiramo, ampak da jih izraziš, da jih daš ven, da jih daš iz telesa, da jih v bistvu začutiš, a ne? In ko sem danes zvedela pač to informacijo, da ena stvar ne bo šla čez, kot sem si jaz zamislila, sem bila na telefonu ravno z mojo ekipo in meni je postalo vroče in meni je začelo srce biti in jaz sem postala jezna in vznemirjena in glavobol sem imela in tako, že prej sem imela glavobol in tako, vsega je bilo preveč in sem bila tako, in sem rekla, ok, zdaj bom samo delila, kako se počutam, vem, da to ni produktivno in da to ne bo prineslo rešitve, ampak jaz rabim samo to deliti. In sem samo dala ven moje občutke, mojo jezo, in v bistvu dala vedeti osebi na nasprotni strani, da to ni zanjo in da nič s tem jaz ne mislim produktivnega narediti, samo želim dati to ven. In v bistvu je pomembno, da damo sami sebi prostor, da izrazimo to in včasih pač boš sam in boš rabil to ven v zrak in pač dej v zrak, ne. Včasih je zraven nas neka oseba in če je zraven nas neka oseba, idej vedeti in reči, lej, vem, da to ni nič, ne bo pripomoglo k rešitvi, ampak v bistvu me bo pa sprostilo in zato bo pripomoglo k rešitvi in prosim, samo delim, samo dam ven iz sebe, kako se počutam. In dovolj osebi, pač ne reči, nič ne komentirati, samo da dam ven, želim dati ven, a ne. In v bistvu dej ven iz sebe, izrazi, kako se občutiš, zato da daš iz fizičnega telesa to ven. Naslednja stvar, ki je pomembna, je, da v bistvu se zavedaš, ja, ni šlo po planu, ni šlo po tvojem planu, šlo je pač po božanskem planu in je najprej pomembno zato, da boš lahko videl božanski plan, da boš lahko videl širšo sliko, zakaj se je to zgodilo, je pomembno, da v bistvu da sprostiš ta občutja in si dvigneš nazaj svojo vibracijo. In torej, kaj sem jaz danes naredila? Potem, ko sem odložila telefon, sem šla trest svoje telo, to vajo, ki sem vam jo povedala zdaj že skoraj vsakem live, mokr kužek. Dala sem si musko do konca in najbolj udaren komad, mislim, po moje so sosedi vse slišali, ker je bilo pač ful na glas in jaz sem dala musko do konca in sem se začela trest in dihati in dret in dajati ven in sem enostavno potrebovala dati iz svojega emocionalnega telesa vse te občutke. Se pravi, rekla smo že, da poleg fizičnega telesa imamo takoj zraven plast emocionalnega telesa in vsi občutki in vsa čustva, vse emocije, karkoli se nam zgodi, je v bistvu tam. In zato, da ti sprostiš to, lahko sprostiš na tak način, da se izraziš, ampak ni to dovolj. Vedno moraš dati telo v gibanje. Ali skoči v zrak 10-krat, ali pejt ven teč, ali pejt plesat, ali se pejt trest. Nekaj je pomembno fizično narediti, da daš to ven iz sebe. In evo, sem šla, sem se tresla, sem se drla, sem dala to fizično iz sebe. In takoj zatem, ko daš to ven iz sebe, prav čutiš, kako ti gre teža, kako ti gre razočaranje, vse to, kar si prej občutil, to stisko, ker življenje ni šlo po tvoje. Ko daš to ven, se začneš umirjati. In mir pride do tebe in v tej pomirjenosti, ker dobesedno iz tega emocionalnega telesa ti to ven spraviš, ne? In v bistvu mir pride vate in v tem miru šele se lahko vprašaš, ne? Kaj je zdaj moj naslednji korak, kaj me to uči, kako naj delujem. Vse te meditacije, ki so v meditacijskem izzivu in jih poslušamo, so zate, da jih lahko še in še in še poslušaš. Jaz sem te meditacije ustvarila prav z namenom, da sem pogledala, v katerih situacijah življenja rabimo podporo in zato sem te meditacije posnela. Ker vem, da se velikokrat znajdemo v trenutku, ko stvari ne gredo po naše in smo ranjeni. In smo ranjeni zato, ker se naša predstava poruši. In takrat pojdi in poslušaj to meditacijo, ampak je res dobro, da že prej narediš ta prva 2 koraka, oziroma da daš ven, da sam sebi izraziš, ali vzameš dnevnik in pišeš, ali prijatelju poveš, ali neki dragi osebi, pa če lahko tudi sam sebi, da samo daš to ven in da se tresaš, da fizično poskrbiš, da gre to iz tvojega emocionalnega telesa. Ti koraki so ful pomembni, ne jih preskočiti, ker včasih si ful za nič in ranjen, ker nekaj ni šlo in pa greš meditirati. Ampak to še vedno ne bo toliko naredil, kakor če boš ti to fizično iz telesa dal.
Zato to je prva stvar, da v bistvu prepoznamo, ok, ni šlo po mojem planu, očitno je tukaj zadnji nek božanski plan v igri, ki ga jaz trenutno ne vidim, ampak jaz zdaj rabam poskrbeti za to, da sprostim svojo napetost. Jo sprostiš, kako srčki letijo, jo sprostiš in potem greš meditirati. In znotraj meditacije se odpreš za to, kako zdaj naprej, kaj me to uči in kakšno učenje je tukaj. Ker vedno, ko ne gre stvar po našem planu, je neko učenje, ki ga potrebujemo izmojstriti skozi to izkušnjo. In ne glede na to, koliko delaš na sebi, in ne glede na to, koliko meditiraš, ne glede na to, koliko zavestno živiš, vedno se bodo ustvarile situacije, ki bodo šle v drugo smer, kot si ti zamisliš. In to ne pomeni, da karkoli narobe delaš, pomeni pa, da si pač duša je izbrala v tem življenju veliko stvari izmojstriti in rastati. In v bistvu ti skozi to življenje rasteš. In jaz se spomnim enkrat, me je nekdo vprašal, mislim, da sem imela na enem sejmu en dogodek, in me je nekdo vprašal, ja, Tjaša, ne, pač, a tebi pač angeli nič ne pomagajo, ne, in jaz vprašam, kako to mislite, zakaj mi ne pomagajo? Ja, pač, a ni tako, da če bi angeli nam pomagali, pač mi ne bi imeli nobenih problemov, ne. Pa pač sem se sam začela in sem si rekla, ne, pač to, da imamo duhovno vodstvo, ki nam pomaga in je tukaj za nas, nam ne odvzame izkušnje. Kar pa nam naredi, je da nam jasnost v trenutkih, ko smo v stiski. In v bistvu duhovni vodniki, recimo Samael, on nam pomaga, ali pa Mihael, ko smo mi v stiski, on nam pomaga, ko samo pomisliš na nanj. Rečeš, Mihael, Samael, pridita, pomagajta mi sprostiti to napetost. Ti pomagata, da takrat spustita energijsko, naredita ti terapijo, zato da ti lahko to sprostiš. In potem, ko greš v meditacijo in prosiš za jasnost, dejansko pridejo odgovori do tebe, dobiš odgovore, a ne? Se pravi, naši duhovni vodniki nam pomagajo iti skozi izkušnjo življenja, ne bodo nam pa odvzeli izkušnje. Ker zato smo prišli, dragi moji, ne? Mi smo kupali vstopnico za to predstavo in zdaj se pač dogaja, ne? In včasih je malo drama, včasih je malo komedija, včasih je akcija, včasih je tudi grozljivka. In v bistvu pač to je življenje, a ne? In vedi, da zadaj za vsemi situacijami, ki se ti dogajajo, je dejansko plan. Je božanski plan. Tudi če se ga ti v posameznem trenutku ne zavedaš, samo zaupaj, da je plan in prosi, da ti ne bo dano vedeti in da pride k tebi na nek način jasnost, kako lahko deluješ, da se uskladiš s tem planom. In definitivno je bistvena stvar, da uskladimo svojo vibracijo s tem, kar si mi želimo. Se pravi, da spet poskrbimo za sebe. A ne? Se pravi, ko nekaj ne gre v tvojo smer, kar se zgodi je to, da moraš najprej poskrbeti, da se pomiriš s tem, a ne, da sprejmeš, da dovoliš in potem, da se boš uskladil s pravim planom svoje duše, potrebuješ skrbeti za svojo vibracijo. Ok, da vidim, kaj ste mi pisali, zato da malo odgovorim. Suzana sprašuje, ko pokličemo angele, jih lahko pokličemo in povemo željo v mislih ali jo moramo na glas. Oboje deluje. Ja, Nataša, ples res sprošča, si potem čist prerojen. Res. Brigita pravi, sama sem ravno pred 2 dnevoma doživela stisko in sem se zjokala in mi je bilo takoj potem bolje. Teža je odšla, napetost se je sprostila in pogled na situacijo spremenil. Tako je, ja, in res včasih moramo sam spustiti, jaz tudi včasih. Sam zjokam se, sam dam ven in je vse veliko lažje. In to je to, o čemer govorim, da je to pomembno, da sprostiš čustvo, da sprostiš občutke. Jasna pravi, da je imela čustven dan, zelo naporen, da je tudi jokala in prvič sem šla na služben WC, res mokrega kužka. The best, Jasna, polesela. Doma pa še kopel in solni peeling. Malo bolje je, a še vedno bi se najraje pokrila s kovtrom in ostala tam spodaj do nadaljnega. Pač potrebuješ crkljanje, ne? Potrebuješ pač ljubezen v tem trenutku in v bistvu ne gre se za to, da se nočeš soočati z življenjem, pač gre se za to, da včasih je pač najbolj ljubeča stvar, ki jo lahko naredimo ta, da si pač damo svoj mir.
in priklopimo televizijo in gledamo en lep film in smo zadekani pod dekico in objeti, če nimaš nobenega, pa objaviš enega plišastega medvedka ali pa pošter in si daš to pač tudi to, a ne. In pridajo takšni dnevi in pač to je življenje. Ne živimo v iluziji, da bodo vedno vsi dnevi top, pač niso vsi dnevi top. In mene velikrat vprašate, tako ko me srečate, Tjaša, ti vedno si tako nasmejana in vedno si takem sijaju, ne, kaj, ti nimaš slabih dni. Imam slabe dneve, ne, itak da imam slabe dneve. Pač, in tudi danes sem imela zelo težek dan, ne. Ampak delam na tem, da ne obtičim znotraj te slabosti, ampak da jo sprostim in se čim prej odprem za jasnost, kako jo transformiram, a ne, kako lahko grem spet nazaj zvišati svojo vibracijo. In v bistvu zavestni ljudje, vsi mi, a ne, kot zavestni ljudje, v bistvu je trik v tem, da padeš, ampak se hitreje dvigneš, ne. In v bistvu ne gre za to, da nikoli ne boš padel, ne gre za to, da se nikoli ne boš slabo počutil, gre za to, da takrat poskrbiš zase, si daš to, kar rabiš in se dvigneš nazaj. Ne. In v bistvu to je celo bistvo, ne. Da v bistvu dovoliš si biti človek, dovoliš si vse človeške izkušnje, ampak istočasno ne obtičiš v procesu in nič se ne da, groza, ne, ampak da res iščeš jasnost. Kako je z depresijo? Ja, to sem že zadnjič malo omenila. Ljudje, ki se soočamo z depresijo oziroma soočajo z depresijo, v bistvu potrebujejo prebuditi v svojem življenju več užitka, ne? In to sem tudi eno temo, ki sem jo hotela danes v bistvu spodbuditi. In sicer to. Kaj je tista stvar, ki nas bo vedno dala v magnetizem? Kaj je tista stvar, ki nas bo vedno dala v najboljšo vibracijo? Zato, da bomo ustvarjali zunaj sebe lepe situacije. Ko si za nič, kaj je tista stvar, ki jo lahko narediš, da si spet dober? To je užitek. Da narediš nekaj, kar bo tebi prineslo užitek. In jaz vam dajem nalogo in želim, da danes, ko bo konec tega live-a, si vzameš še minutko časa in na list papirja napišeš, kaj so 3 stvari ali pa več, ki tebi prinašajo užitek. Meni prinaša užitek ples. Kadarkoli plešem, tudi če sem slabe volje, kakorkoli, me dvigne, me da v pretok in sem takoj boljš. Naslednja stvar, ki mi prinaša užitek mi prinaša, če se grem kopat, če si nalijem banjo in se grem kopat in si dam noter še kakšno sol, pa kakšno eterično olje ali pa glino in se potem namakam in v tem uživam in mi to prinaša užitek. Prinaša mi užitek tudi to, da se pogovarjam, da v bistvu skomuniciram svoje procese, da sem ob nekom, ki me sliši in da lahko delim, da lahko se izrazim. Tudi če sem včasih sama tista, ki sebi delim, mi to v bistvu prinaša ful užitka, pogovarjanje. Kaj pa te prinaša užitek? Saj več stvari, ampak lahko ti prinaša užitek tudi čokolada. Jaz si ful rada naredim presno čokolado, kar sama doma in mi to tudi prinaša užitek. Ni važno, kaj je, lahko je hrana, lahko so dejavnosti, lahko je karkoli, lahko ti užitek prinaša neka pižama, ne? Da imaš neko svojo najljubšo pižamo in ko si slabo, greš v tisto pižamo. Ne? Zagotovo imamo vsi najljubšo pižamo, jaz se vam tudi. Kaj ti prinaša užitek? Takrat, ko življenje ne gre v tvojo smer in ko narediš te korake, ki smo jih rekli, potem rabiš dvigati nazaj vibracijo, zato ker tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo in takrat si greš dvigati vibracijo z užitkom, z nečim, kar tebi prinaša užitek in si to daš. In v bistvu, ko si to daš, mogoče ne vem, zdajle si slabe volje, pač zdajle ne moreš hoditi v hribe, a ne, pač ni to glih opcija, ampak lahko pa nekaj drugega najdeš, ne, lahko pa ne vem, greš masirati prsi ali pa moža zvlečeš v spalnico ali pa ne vem, ne, najdeš nekaj, vedno lahko najdemo nekaj, ampak se moramo odločiti zase, res moramo izbrati sebe, izbrati moramo to, da smo boljše volje, izbrati moramo to, da si dvignemo vibracijo, a ne, včasih pač kar malo hočemo obtičati v slabi volji,
ampak na koncu to življenje živimo zase in smo mi tisti voditelji svojega življenja in nismo žrtve, a ne? In je zelo pomembno, da si dvignemo vibracijo in poskrbimo zase, zaradi tega, ker ko poskrbimo zase, življenje poskrbi za nas. Ja. Se pravi, res je pomembno, a ne, da se zavedamo, da ko je naša duša prišla v to življenje, je podpisala dušno pogodbo. V dušno pogodbo smo napisali, s kom se bomo srečali, najpomembnejše odnose, najpomembnejša učenja, kaj se bomo učili, kakšno bomo imeli telo. Vse te stvari smo mi napisali v svojo dušno pogodbo. In pač izkušnje, ki jih bomo doživeli, oziroma učenja, ki jih rabimo izmojstriti. In recimo, če smo si mi izbrali, jaz ti bom zase povedala, ne? Jaz sem si izbrala, da se bom v tem življenju učila spuščati kontrolo. Ne? Jaz sem bila v enem od preteklih življenj, v bistvu kar 2 preteklih življenjih, sem bila sodnik, sem sodila, dobro, slabo, ne? Sem videla samo črno-belo. Potem sem bila tudi tista oseba, ki je ljudi pošiljala na vislice. Kdo bi si mislil, ne? Pač vse to sem bila, takšna težka življenja v bistvu sem imela. In potem pač v tem življenju sem zbrala očitno čisto drugo pot. Sem zbrala v bistvu pot prinašanja jasnosti, ozaveščanja ljudi, prebujanja v bistvu pretoka in učenja, da v bistvu ljudem pomagam videti sebe in prideti v stik s sabo. In pač tudi sama se vsega tega učim. Ampak kar hočem povedati, je v bistvu to, da mene življenje skozi najrazličnejše odnose in najrazličnejše načine uči spusti kontrolo, Tjaša. Uči me na najrazličnejše načine, od mini zadev do maksi zadev. In v bistvu tudi ti imaš neko svoje glavno učenje, ki se ti ves čas ponavlja in se ti pripelje skozi različne odnose, skozi različne situacije. In ko ti življenje ne gre v smer, ki si jo ti zamislil, najpogosteje se ti ta tvoja glavna lekcija ves čas vrti in ponavlja. A ne? In zato je res pomembno, da ko ne gre v našo smer, da ne silimo na vsak način iti v to smer, ampak da res pogledamo, kaj nas ta situacija uči. Ampak to lahko naredimo šele takrat, ko damo ven občutja, ko se stresamo, ko se umirimo. In v bistvu v meditaciji ste že lahko videli, da v bistvu dobite odgovore. Če pa še nisi dobil odgovore v meditaciji, pa nič hudega. Boš pač večkrat poslušal meditacijo, boš večkrat meditiral in se ti bo v bistvu ta kanal za jasno slišanje in videnje v bistvu aktiviral. Neža sprašuje, koliko časa duša rabi, da zopet pride nazaj na svet. Ful dobro vprašanje, Neža. Različno je, ne? Tako bom rekla, v zadnjem obdobju, tako v zadnjih 30-20 letih se je ful hitreje so se začele duše nazaj utelešati, ne? Prej so lahko bile tudi tako več 100 let, da niso prišle, ne? Zdaj se pa v bistvu zelo hitro dogaja in v bistvu se najpogosteje takoj zgodi naslednja inkarnacija. To zdaj v zadnjem obdobju, ne? Se pravi, duša pride, se utelesi, ima življenje in ko gre nazaj, mogoče še to omenjam, se ne bom veliko, ker to je še posebej tema, ko bom enkrat govorila v šoli, bomo o tem govorili. Ko se duša vrača nazaj, v bistvu gre najprej čez en tak tunel, v kateri ozavesti, kaj se je vse v življenju dogajalo, vsa jasnost pride do nje, česa se je učila, a je izmostrila to lekcijo, ali ni, kateri ljudje so ji dali to lekcijo, skratka, film se ti zavrti, v katere ozavestaš in to je tak tunel, v katerem ozavestaš, kaj se je dogajalo. In potem, ko ti prideš, pač ko duša pride, ne, ven iz tega tunela, prideš v neko sobo, jaz ti rečem soba, v nek prostor, znotraj katerega v bistvu imaš ti čas, da se odlepiš od življenja, v katerem si bil. Je v bistvu kot soba čiščenja. Eterične vezi se spustijo in v tem obdobju te v bistvu ljudje, ki so ostali na planetu Zemlja, še vedno dosti čutijo. A ne? Potem pa, ko ti očistaš te stvari, in ko se v bistvu naredi to čiščenje, greš ti v naslednjo sobo, v kateri pa si pa v čakalnici za naslednje življenje. Ne? In ko ti prideš v to naslednjo sobo in si v čakalnici za naslednje življenje, v bistvu te tvoji ljudje v zemeljskem svetu ful manj čutijo, zato ker si v bistvu že toliko dvignil vibracijo na drug nivo.
In potem pač se tvoja duša odloči, zdaj se bom spet utelesila. Ne? In predno se spet utelesiš, greš v svoje dušno kraljestvo, iz kjer je tvoja duša doma, zato da se napolniš svojo vibracijo in potem srečaš svoje vodnike, svoje angele, duhovne vodnike, samorokca, se spoznaš z vodniki, podpišeš dušno pogodbo, ki je nova za novo življenje in greš v novo življenje. To se zgodi. Včasih pa duša, ker se je že tolikokrat utelešala, ko pride do čakalnice, reče, jaz imam dosti, ne grem več nazaj in gre v bistvu v zadnjo stopnjo, v zadnji stopnji je pa v bistvu, v zadnjo sobo je pa pravi, da ne bo šla več v življenje in v bistvu duša se več ne utelesi in je pač v tej stopnji, v kateri lahko ali postane duhovni vodnik drugim dušam in ljudem, ali pa se preprosto duša dezintegrira in se v bistvu nova duša ustvari. Wow, Urška, ful dober. Urška pravi, da uživa v pisanju pisem na roko njenim dopisovalkam v tujino. Koh dober, Urška. Kdo to še sploh počne? Jaz sem tudi to počela včasih. Ful lepo. Ok, imamo kakšno vprašanje? Ok, dober. Dogaja se, skratka. Ok, dajmo osmisliti to za današnji dan, da je res pomembno, da ne glede na to, kaj se nam v življenju zgodi, da poskrbimo za sprostitev napetosti, ki se zgodi, ker res se potrebujemo imeti to radi, da v bistvu ostanemo, oziroma res se potrebujemo imeti to radi, da ko se zgodi nek proces, ki nas rani, da v bistvu spustimo to napetost in se vrnemo nazaj v ljubezen in se damo nazaj v pretok. Zato, ker smo toliko vredni, res smo toliko vredni in imamo sami sebi v bistvu dovolj ta proces, da predelaš, da greš čez, da spustiš, da se umiriš, da se spet povežeš sam s sabo in v bistvu se daš nazaj v pretok. Potem pa, da si dvigneš v bistvu vibracijo z užitkom. Vprašanje Jasna sprašuje, a je možno, da imamo željo, ki pa ni v skladu z našo dušno pogodbo in se ta želja zato ne uresniči, oziroma ali je, da imamo moč, da si vse želje uresničimo? Ful dobro vprašanje. Torej, odgovor je sledeč. Uresničimo si lahko samo želje, ki so napisane v naši dušni pogodbi. Kako pa mi zdaj vemo, katera želja je napisana v naši dušni pogodbi, katera pa ne? Mi ne moremo čutiti v sebi želje, ki ni v naši dušni pogodbi. Lahko jo vidimo, lahko si jo zamislimo, ampak jo ne čutimo, ne vibrira znotraj nas. In a veste kako, kakšna želja, ki jo imaš, tako, s celim telesom jo čutiš, prav veš o sebi, to je to, ne? Kakšna želja je pa tako? Ja, bi bilo kul, če bi to imel. Ni v zadnji nekega naboja, ni v zadnji neke vibracije, ne. To je isto, kakor, ne vem, ko imaš eno hrano pred sabo, pa veš, da je hrana te bo nasitila, ampak pač ni tvoja top izbira, ne. Ko pa dobiš, ne vem, pico ali ne vem, kaj je tvoja najljubša hrana, ti pa kar slina se začne v ustih delati in kar srečen postaneš, če samo pomisliš na to hrano. Enako je z željami, ne. In v bistvu tisto željo, ki vibrira z nami, ki jo tako, kar je čutiš, v kosti jo čutiš, je želja, ki je zapisana v tvoji dušni pogodbi, ker je zadnji vibracija, drugače tega ne bi mogel čutiti, ne. Ampak je pa še ena res stvar, ne. Mi si včasih zamislimo neko željo v točno določeni obliki. Recimo, jaz hočem točno določenega moškega, da bo moj partner, samo on in nihče drug. A ne, to je pa bolj tista stvar. Ne se sfokusirati na to, kater more biti, ampak sfokusirati se na to, kako se želiš ob njem počutiti. Kakšne občutke želiš, da ti ta partnerski odnos da. In potem se ti bo ta prava oseba za to pripeljala. Se pravi, mi včasih v bistvu z umom izberemo, kako se mora želja uresničiti in jo izsiljujemo in se pač ne uresniči. Čeprav v zadnji vsebina želje se nam je mogoče že uresničila, pa sploh nismo pogruntali, ne? Zato, ker smo toliko sfokusirani na obliko. Dragi moji, to je to. Ful sem uživala z vami in čau!